Potem pa oktobra, zaenkrat je to po kuloarjih slišati neuradno, naj bi bila lahko tudi nova poslanska skupina. Da če mu pohod na mesto evropskega poslanca ne uspe, bo pravzaprav Slovenijo zapustil in si službo poiskal v ZDA. Ker se zdi pravzaprav, da nekako je golob Kučanu zrastel čez glavo in da počasi že razmišlja o tem, kako ga morda nadomestiti. Kjer so se v mrežo ujeli, trije poslanci SD-ja, ki so rekli ne. Janez Janša in odnos z mediji pravzaprav imajo dolgo brado. Žal pa v življenju, Janez, eno treba je izbrati. Ne moreš hkrati ljudstva prositi za glasove, pa še novinarjem po glavi srat. Dobrodošli na tedenskem safariju po politični savani v podcastu, ki ga spremljajo levi in desni. Ali pa levi in desni, kakor je pač komu ljubše. Našo savano je končno prijetno namočilo, zunaj osvežilnih 20 stopinj Celzija, a za brisanje potu in pljuvanje peska so tu drugi, z vami pa sva Mirko Majer in Peter Merše. Mnogi ste naju v zadnjih mesecih spraševali, ali naju boste še kje videli, kje naju lahko vidite, in zdaj je jasno, gleda se tedenski safari. Ja, nekateri boste tega sicer veseli, nekaj fac bo pa bolj kislih, ampak tiste so vedno bolj ali manj kisle, tako da tudi ni panike. Zdaj, zakaj pravzaprav ravno safari? To ime ni izbrano po naključju. Ja, kar poglejva. Yes, I want to adopt a gorilla. Ker imam spoštovanje do gospoda Kučana, ampak mogoče pa včasih tudi on kakšnega kozla streli. Torej, zajček Potepuhek je nekega jutra ugotovil, da se je zbudil sam. Se pravi, kuriti ražen, dokler še zajec teka po gozdu, je vse prekmalo. Kakšne bojo v prihodnosti pristojnosti upravljanja z zvrmi? Ampak Peter, v resnici bolje v samo 3 besedah povzeti misijo tega najinega podcasta, kot je upravljanje z zvermi. To je v bistvu to. Ja, enostavno, ko sva nekoliko spremljala to naše politično dogajanje, se je to ime safari pravzaprav ponujalo, ker samo od sebe bolj točnega imena bi skoraj težko dobili. Ja, v safari v prvi vrsti seveda zato, ker je v slovenski politiki res vedno bolj ali manj divje, ampak sicer pa so na tem najinem safariju stvari kar malo na glavo in sicer se midva kot politična analitika počutiva kot tista redka, kar malo ogrožena vrsta, ki od strani frapirano opazuje dogajanje v divji savani, medtem ko bi naju politika najraje požrla. No, ampak ko potujejo in se sprehajajo po tem safariju, običajno oborožena predvsem z fotoaparatom in daljnogledom, včasih, če je sila, bo pa tudi kaj odlovila. Definitivno. In dobra stran predalčkanja, ki jo jaz vidim, pa je v tem, da so naju v nekem trenutku stlačili v isti predal, malo sva se pogledala in kmalu rekla, zakaj pa ne? In zdaj sva tu. Peter, pred kratkim sva oba namreč odšla iz medijev, ker sva kar nekaj časa delala pred tem. Ja, ti predali, lahko rečeva, so postali pravzaprav nekoliko pretesni in zato pravzaprav zdaj nekaj novega, ampak ko sva že pri teh predalih in novih vsebinah, tudi barva ni naključna. Ja, in tudi po barvi bova sigurno dobila kakšen predalček iz politične preteklosti slej ali prej, ampak kot si rekel, ni naključno, da sva si izbrala oranžno. Kako že dobiš oranžno? Ja, oranžno nekje z mešanjem 2 pomembnih slovenskih političnih barv. Ena je rumena in druga je rdeča. Ja, in če smem dodati, oranžni, ja. V bistvu oranžni kot skupna ekipa, v bistvu pa rumeni in rdeči se v zakulisju bistveno raje mešajo med sabo, kot so nam to pripravljeni javno priznati. No in zdaj, ko smo pri mešanju, ne morem mimo tega, da sem opazil izjavo Vladimirja Prebiliča, enega bolj vročih politikov v ta hip v državi, za časopis Delo, ki je prvič resneje, bolj pogumno nakazal možnost mešane, recivaj v najnem žargonu oranžne koalicije po naslednjih volitvah z Anžetom Logarjem. Kako ti vidiš to? Ja, kakor sem res razumel, Anže Logar je pravzaprav sam obiskal Prebiliča, naj bi ti pogovori potekali, zdaj kako daleč, pravzaprav še, mislim, so to še v začetni fazi. Sem pa opazil en par zanimivosti, in sicer pravzaprav oba tega ne skrivata in pa v tem intervjuju, ki ga omenjaš za časnik Delo,
je Vladimir Prebilič pravzaprav nakazal, da bi se znalo zgoditi, da bi šel, recimo, če bi se odločil za volitve, na te volitve s kakšno drugo stranko, torej Vesna, recimo, s katero je dvakrat že kandidiral, najprej na predsedniških volitvah in potem na evropskih, pravzaprav v tem intervjuju ni omenjena niti z besedo. Ja, res niti enkrat in moja opažanja osebna, mislim, da že med kampanjo za evropske volitve je bilo nekako opazno, če sem že za začetek podcasta malo poetičen, da je Vesna Prebiliču malo tesna. Kaj s tem mislim? Gre za to, da ga vendarle vidim v osnovi kot precej pragmatičnega sredinskega politika, morda seveda z nekimi odtenki proti levi, ampak v bistvu je bil ujetnik te platforme za sabo, torej Vesne, ki pa ima, če gre kdo slučajno brskati, kar itak nihče ne počne po ustanovnih dokumentih, nekako podobno utopistično, anarhistično agendo, kot jo ima skrajna levica, in mislim, da to v bistvu Prebiliču v nadaljevanju ne pritiče. Pa tudi v tem pogovoru za Delo, ki ga omenja še nekako sicer še malo zavito v vato, govoril o svoji stranki. Ne? Ja, pravzaprav neki tej listi županov, ki je že v preteklosti se v povezavi s Prebiličem omenjala, je sicer v Sloveniji ena težava s temi županskimi listami in sicer, da je pač v zadnjih, mislim, da 10-15 let županska in poslanska funkcija nezdružljiva, kar pomeni, da se potem pogosto ti ključni župani, ki jim bolj recimo leži ali pa jim je bolj pomembno ostati župan recimo za te funkcije, niti ne odločajo. Ne? Ja, zdi se mi pa nekaj zanimivo, čeprav smo še leto in pol recimo pred rednimi volitvami, ukolikor nas seveda kaj ne preseneti, ampak na slovenski politični sceni, tudi ko se pogovarjam z akterji neuradno, še nikoli nisem videl toliko zavedanja, da bi morda sredinski blok, govorim pa recimo o Prebiliču, Logarju, NSI-ju, tudi morda SD-ju pod Matjažem Hanom in še kom, ki se ga omenja kot nek nov akter, lahko celo po procentih segli do ambicije, da sami naredijo nekaj brez večnih Janša in anti-Janša figur. Kaj praviš? Ja, pravzaprav, ne vem, če se spomniš, ko sva bila zadnjič skupaj v kakšnem mediju, sva pravzaprav najin pogovor zaključila z mislijo Boruta Pahorja, da se zdi pravzaprav, da se tranzicija bliža koncu, ki je to tudi pojasnil, se pravi ne zgolj leva tranzicija, ampak pravzaprav celoten proces tranzicije. In to je prvi tak primer, kjer v bistvu desno-sredinski politik, kar seveda Anže Logar je, ne izključuje sodelovanja z nasprotno stranjo in obratno. Vladimir Prebilič je bil morda celo tu prvi, ki je spregovoril o tem, po mojih informacijah, pa predtem Anžeta ni niti vprašal, ali se strinja, da gre s tem v javnost ali ne. Tako da očitno nek dogovor obstaja še odprej. No, zanimivo je, da pravzaprav kot vplivan ali pa viden bolj levi politik Vladimir Prebilič ni šel v to tipično izključevalno držo leve strani, ki je bila značilna recimo v zadnjem času. Je pa zanimivo pravzaprav, da Anže Logar se mi zdi, da se ni prav veliko pojavljal v zadnjem času. Kako vidiš to situacijo? Ja, zdaj zdi se mi pametno do neke mere, da Anže Logar ni nastopil na evropskih volitvah in da je takrat v prvi fazi nekako umiril malo apetite okoli sebe. Nekateri so izrecno želeli, da gredo. Zakaj? Vemo, da zgodne pojavljanje na sceni v slovenskem političnem prostoru pomeni samo to, da imajo več časa, da te, kot bi rekel Marjan Šarec, skurijo na ražnju. Tako da je to po mojem v redu. Tako ali tako dvomim, da bi Anže Logar kot nosilec liste šel kandidirati za evropskega poslanca in se potem umaknil za leto, dve v Bruselj, bi bilo to po mojem z vidika državniških ambicij prej slabo kot dobro. Zdaj po informacijah, ki jih imam, tudi septembra še nič v bistvu ne kaže, da bi ga zelo hitro videli s kakšno potezo. Videli ga bomo, kolikor vem, na neki novi okrogli mizi njegove platforme, da se bodo pogovarjali prvič o pravosodju. Od tega smo že vajeni, teh okroglih miz. To smo res že vajeni. Potem pa oktobra, zaenkrat je to po kuluarjih slišati neuradno, naj bi bila lahko tudi nova poslanska skupina, v kateri, kot je pravzaprav očitno, naj bi bila ob Anžetu Logarju zanesljivo še Eva Irgl, morda malo presenetljivo glede na ugibanja, pa skoraj zanesljivo ne Dejan Kaloh. Tretje in četrto ime, kolikor mi pravijo, naj bi bili malo zaviti v tančico skrivnosti oziroma neke vrste presenečenje. Anže Logar si namreč bi želel že s to prvo zasedbo poslanske skupine poslati vsaj simbolno sporočilo, da so v njej tako
levo kot desno-sredinski politiki. In mislim, da bo čakal na moment, ko se mu to izide, menda pa neki prvi pogovori potekajo s poslanci, kar spet ni nerazumljivo, Gibanja Svobode, tudi med drugim, mislim, da se bova strinjala, da predvsem tam imajo kakšen razlog, da 2 leti pred koncem mandata pogledajo na uro pa rečejo, ja, kje bom pa zdaj dobil službo. Ne? Ja, nekako tisti, ki so bili v parlament izvoljeni kot 39 in 40 in tako naprej, si težko na listi Svobode verjetno obetajo še kakšen mandat, ker ne glede na to, kako visoko sicer nekako kažejo rejtingi, ne, se zdi, da pravzaprav Svoboda kot taka v tej moči verjetno nikoli več ne bo večja. Ne? Bom pa rekel, ko govoriva midva o sredinskem polu, ne, pa njihovem dosegu na naslednjih volitvah, da je pa lahko hitro tudi obratno. Ne? Če se ta računica, da lahko sami nastopijo kot blok brez obeh, ki najbolj polarizirata, ne izide, vidim, morda pretiravam, ampak vidim pa še 10 dodatnih let te formule Janša, anti-Janša, ki v bistvu za glavne akterje lepo deluje, kakorkoli se kdo razburja, ko ostane v opoziciji, ampak v bistvu so vloge lepo razdeljene, a ne? In v tej računici bo šlo v vsakem primeru, si mislim, na milimetre, zato se nič že zdaj ne prepušča na ključju. Tisto, kjer jaz ta hip vidim, eno tako zakulisno bitko, pa saj malo je tudi že šla na prve strani časopisov in portalov in televizij, je bitka za SLS. Kaj praviš na to, kaj se dogaja tam? Bitka za SLS, zdi se pravzaprav, da nekako si želi Janez Janša podrediti ali požgati karkoli pač je, recimo temu, desno od sredine. In v tem navzkrižnem ognju, recimo, sta se kot najbolj očitni tarči v zadnjem času znašli pravzaprav SLS in NSI. Ne? Nekako se mi zdi, da na evropskih volitvah je morda celo v nekem tihem dogovoru, ne? Govorilo se je o določenih sestankih, zdaj koliko so točne te informacije, ne vem. Ne? Morda celo z blagoslovom ali dogovorom, ne? Janeza Janše, pravzaprav ta poskus SLS-a, da bi iz Evropskega parlamenta izrinili Novo Slovenijo, ki se nekako ni uresničil, čeprav ni manjkalo veliko. Ne? Peter Gregorčič je bil eno veliko presenečenje pravzaprav te evropske kampanje in hkrati presenečenje potem tudi, ko je poskušal, recimo, oziroma vsaj tako pravijo, ne, zelo očitno poskušal prevzeti SLS in mu je to, kot zaenkrat kaže, pravzaprav dokaj klavrno spodletelo. Ne? Ja, kaj praviš o tem Gregorčičevem poizkusu? Praviš klavrno spodletelo? Ne? Po mojih informacijah in po mojem mnenju je bilo malo preveč agresije. Malo preveč je bilo tudi očitno, da morda želja za kadrovsko menjavo na vrhu SLS-a ne prihaja toliko iz stranke same, čeprav nad vodstvom morda niso najbolj zadovoljni tudi sami ali pa nad siceršnjim rejtingom stranke. Ne? Čeprav moje informacije, recimo stranke, nekako kažejo, da vendarle se Marku Balažicu ne maje stolček tako zelo, kot bi morda radi. Ali pa se mu morda ravno zaradi Gregorčiča zdaj še malo manj maje, glede na način, na katerega se je lotil. Zanimivo je na primer bilo, ne, ko pravimo o poskusu vplivanja na SLS pa na menjave v SLS-u od zunaj. Kdor seveda tako natančno opazuje, je opazil, da PowerPoint predstavitev, ki jo je po mojih informacijah neuradnih imel Peter Gregorčič na tem izvršnem odboru svetu, karkoli je že to bilo, ne, kjer se je tako odmevno spravil na vrh stranke, češ da ga je bolj oviral kot podprl med kampanjo. Ta isti PowerPoint se je potem znašel na portalu novinarja Petra Jančiča. Kolikor jaz vem, vir ni bil Peter Gregorčič, ampak nekdo iz stranke SDS, kar je pa spet po svoje v kontekstu tega, kar govoriš, pomenljivo. Ne? No, pomenljivo je mogoče še to, ne? Da kdor malo več spremlja socialna omrežja, ne, je lahko opazil po eni strani, da Gregorčič daje signale, da se dobiva z posameznimi lokalnimi odbori SLS-a, sicer zaenkrat s tistimi ključnimi v stranki še ne. In po drugi strani, da se je v zadnjem času predvsem oglašal iz Združenih držav Amerike, mislim, da Chicago, ne, če se prav spomnim. Ne nazadnje je Peter Gregorčič tudi pred volitvami napovedal, da če mu pohod na mesto evropskega poslanca ne uspe, bo pravzaprav Slovenijo zapustil in si službo poiskal v ZDA. Ne. Ja, res je. Imaš prav, tudi jaz sem ga to osebno slišal reči, bodi si popoln umik, v smislu, da niti javnega dogajanja v Sloveniji ne bo več komentiral. Ne. Najmanj, kar je pa umik iz aktivne politike, pa je potem malo bilo to vse skupaj vendarle drugače. Vidim pa zadnje dni serijo nekih objav na X-u, strani stranke SLS. Mislim, da so jih zdaj 5 nanizali za povrstjo, kjer se dobivajo neki njihovi odbori, lokalni, seniorski in podobno, in sporočajo tudi na slikah, kjer je zraven Marko Balažic, ne, da grejo skupaj enotni naprej.
Da ne bo kdo, naj še dodatno popredalčka ogreva na tej točki, po mojem, lahko še kakšni zdrahi na levem političnem polu, v resnici jih tudi kljub poletnemu recimo v Mrtvilu ne manjka. Ena taka stvar je zdaj bila ob robu Blejskega strateškega foruma, ko smo lahko spremljali spet kar zanimive pomenske odtenke na odprti sceni med predsednikom vlade Robertom Golobom, predsednico republike Natašo Pirc Musar. Kaj praviš? Ja, ne samo Nataša Pirc Musar, zdaj, če pogledamo ta Blejski forum, ki je pravzaprav sveža zadeva iz tega tedna, ko se je Nataša Pirc Musar prišla na ta dogodek, pravzaprav je tam pričakalo nekih 20 recimo protestnikov, ki so očitali pravzaprav vladi, da je povabila nekdanjo izraelsko zunanjo ministrico, in Nataša Pirc Musar jim je potem nekako kazala palce, češ vesela sem, da ste tukaj, podpiram vas, kar se mi zdi, da je izpadlo nekoliko bizarno, ni naključje, tudi med temi protestniki, med bolj vidnimi, recimo pobarvana z rdečimi rokami. Ja, krvavimi rokami je bila hčerka Milana Kučana, Ana Kučan. Ja. Zdaj, tako bom rekel, meni osebno, pa se bo to slišalo morda res preveč angažirano, ampak niti ne mislim tako, kar paše, da glede na servilnost koalicije, ki jo ima Robert Golob ta hip, na SD, ki tudi po kongresu z veliko bolj recimo medijsko prepoznavnim Matjažem Hanom, ki je znan tudi po tem dobrem nastopanju in tako naprej, ne igra te na pol opozicijske vloge z eno nogo ven in tako, kot bi človek pričakoval. Levica sploh se mi zdi, da sem in tja pokritizira samo tam na robovih programske točke vlade, kjer je njim za njihovo bazo najbolj pomembno, a v glavnem gre vse mimo in vsi molčijo. Zato mi kar nekako paše, da je morda znotraj levega političnega pola ta edina figura, ki sem in tja dvigne greben ali pa glas, če hočeš, predsednica Pirc Musar. Se pa strinjam s tabo, da dvigovanje palca uperjeno v smeri pač skupine, ki protestira, morda ni ravno na tem nivoju, tudi morda deluje malo napačno, kot da je s to skupino usklajena in potem ne veš, kdo je koga v savano pripeljal, če se vrneva k najnemu podcastu, ali protestniki njo, ali ona njih za sabo, kakorkoli že. Mislim, da je Tanja Fajon recimo dala en zelo zanimivo opasko, da je bilo protestnikov kakih 20, udeležencev foruma pa več kot 200. Tukaj je še ena zanimiva stvar, sicer, če se spomnimo še iz časov predsedniške kampanje, se je pravzaprav tukaj zgodil razkol med recimo Natašo Pirc Musar, ki se je že zelo zgodaj najavila kot predsedniška kandidatka in jo je potem tudi podprl Milan Kučan, medtem ko je recimo Robert Golob do drugega kroga ni želel podpreti in se je že od tam pravzaprav se mi zdi vleče to trenje. Jaz ti povem še nekaj, takrat sem bil v tistem obdobju na eni zasebni televiziji, ki je ne bomo po nemarnem omenjali, in je v bistvu mi Nataša Pirc Musar takrat neuradno po koncu snemanja soočenja z Anžetom Logarjem že v drugem krogu predsedniških volitev priznala, da so jo v bistvu iz Svobode klicali, naj se ne udeleži soočenja, oziroma so želeli s tem pokazati, kao levi pol v bistvu nasprotuje tem nekim medijem, kot je ta. Tako da apetiti so bili in jim že takrat Nataša Pirc Musar ni ustregla. Hočem reči, da spor sega kar zelo na začetek. In je tudi nekako ta, se pravi, se mi zdi, da nekako kaže ta recimo nek spor med tudi na zadnje med Robertom Golobom in pa Milanom Kučanom, ki ga je potem pred časom nekoliko ošolal, ampak se zdi pravzaprav, da nekako je Golob Kučanu zrastel čez glavo in da počasi že razmišlja o tem, kako ga morda nadomestiti. Bova še kakšno rekla malo kasneje o tem, na kakšen način to Golobu dajo vedeti tudi razni merilci javnega mnenja in to, ampak še nekaj mi je, ali pa dve stvari sta mi ob robu Blejskega foruma še padli v oči. Omenjal si Tanjo Fajon, zelo odločno, ne samo v tem primeru, ko gre za izraelsko nekdanjo ministrico, tudi sicer v javnosti pogosto nastopa kategorično v bran Robertu Golobu, z pozicije seveda vidne članice Socialnih demokratov, tako da vsaj jaz osebno precej pogosto dobim vtis, kot da je Gibanje Svoboda s pridruženo članico, pa potem tam nekje še stranka SD, kako ti vidiš to njihovo sobivanje? No, vsekakor imajo v Socialnih demokratih hude težave, ker pravzaprav Golob z njimi pometa, kot z nekim zadnjim postreščkom. Ponovadi se govori, ali pa neka fama je, da Janez Janša reže koalicijske partnerje kot salamo. Mislim, da kaj so potem teli mortadela? Da je to neka mesoreznica,
potem takem, ne, tista zafaširano meso, ne, in da se pravzaprav socialni demokrati počasi spoznavajo, da so vendarle tukaj pravzaprav žrtve tega procesa oni sami, še najbolj. Ne, še posebej, ker je treba poštevati, da čeprav morda na vrhu so tudi pri socialnih demokratih nekateri posamezniki precej radikalno levi, ne, baza pravzaprav ni taka. Ne? Oni imajo pravzaprav kar precej baze po podeželju oziroma po nekih teh primestih ali pa manjših industrijskih mestih, ne? Ki ni tako zelo skrajno leva, ne? In se tudi v tej vladi pravzaprav ne počuti več tako dobro. Imam mogoče tezo, zakaj je del vladne ekipe SD-ja v bistvu tako videti kot pridruženo članstvo Gibanju Svobode Robertu Golobu. To je povezano z mojim drugim opažanjem na Blejskem forumu, da v ozadju poteka neka tiha zakulisna bitka, o kateri praktično nihče niti ne govori, med Tanjo Fajon in Borutom Pahorjem za kakšen odmeven mednarodni položaj v diplomaciji, kakšnega od poslanca Evropske komisije tu na Balkanu in podobno. In seveda, ne, če gledamo pa z kariernega vidika, Tanja Fajon ali pa kdorkoli v trenutni koaliciji še kako potrebuje Roberta Goloba, se kdo bo pa na koncu na vladi predlagal sklep in ga izglasoval. Ampak če ostaneva zdaj še malo širše slike socialnih demokratov, se mi zdi, da tudi sicer po kongresu resne razprave, kaj bi radi bili z Matjažem Hanom, še niso opravili. Kje je to vidno? Po mojem je to zelo lepo bilo čez poletje vidno na nečem, kar sva midva označila kot ulov, sicer ulov tedna, ker je najin podcast tedenski, lahko bi bil pa kar ulov celega poletja. In to je bila ta velika tema, edina politična, ki je bila in v juliju in v avgustu, romska problematika in romsko nasilje v Beli krajini na Dolenjskem in tako naprej, kjer so se v mrežo ujeli, ne, 3 poslanci SD-ja, ki so rekli ne. To ni populizem, to, kar predlaga opozicija, konkretno NSI, ni populizem, bomo to podprli, ker je pač na terenu realen problem. Ne? Ja, medtem ko pa recimo stranka sama po sebi tega še vedno ni nekako uspela razumeti, čeprav tudi njeni župani pravzaprav sporočajo zelo jasno, da ta romska problematika je težava, ne? Še posebej ugotovimo, da je težava, ko se zgodi pravzaprav, da zdaj že pretepejo policiste. Ne? Ja, ampak bova hmalu videla to izjavo notranjega ministra, eno bolj vesoljskih ali pa savanskih ali pa duhovitih celo v tem kontekstu, ne. Ko človek res ne ve, ali je vlada kot organ tam zato, da rešuje terenske težave ali zato, da pač, ne vem, razmišlja o tem, kakšna bo plača, ko bo reforma javnega sektorja mimo. Tako da, Poglejva to izjavo. Bom šel v Ribnico na Ribniški sejem, velik dogodek, tako da tudi z mojo prisotnostjo bom dokazal, da je to okolje varno, da ima policija seveda vse zadeve tudi pod kontrolo in ne nazadnje obljubim, da bom ženi prinesel domov kuhovnico. Ja, najprej ta žena in kuhovnica. Očitno seksizem ni privilegij ali pa monopol desno-sredinske politike. A ne? No, to ni sicer seksizem, ampak bi ga pa marsikdo označil kot seksizem. Hitro bi ga, se strinjam. Najmanj pa, kar je v tem političnem smislu, pa to kaže hudo podcenjujoč odnos, a ne, do ljudi, ki tam živijo s tem problemom. In zdi se mi tudi sicer nasplošno, bova potem še kakšno rekla o zdravstvu, pa o davkih, pa o marsičem še, a ne, da praktično vsak predlog, pa tudi v konkretnem primeru ga je pač naslovila opozicija, opozicijska stranka, ki gre v smeri reševanja konkretnih problemov življenja ljudi na terenu, je takoj označen za populističen. Ne? Kaj praviš, Peter? Meni se v bistvu zdi, da ravno zaradi takih divjih izjav, kot je bila ta in sva jo videla zdaj, se v bistvu ta podcast kaj drugače kot Safari res ne more imenovati. No. Pravzaprav se mi zdi ironično, ne, na tej točki, da ne, normalno bi država bila tista, morala biti tista, ne, policija v imenu države tista, ki ima monopol nad nasiljem in zagotavlja varnost, red in neko normalno možnost za bivanje pač vsem državljanom. Ne. Zdaj, več kot očitno ni sposobna zagotoviti varnosti niti svojim pripadnikom, ne, pri čemer pa ne samo to, ne, iz terena pravzaprav prihajajo informacije, da so ti, rekel, kriminali, ne smemo zdaj Roma ometati vse v isti koš, ampak absolutno. Tisti, ki se ukvarjajo s kriminalom, ne, da so trenutno bistveno bolj opogumljeni, ne, kajti pravzaprav imajo občutek, da imajo zaslombo v vladi, da karkoli bodo naredili, pravzaprav jih bo vlada tukaj pokrila. In kdorkoli bo že planil, a ne, po tem recimo romskem kriminalu, bo vlada takoj pokrila, da je to sovražna govorica oziroma da je to napad na manjšino in podobno.
Da malo preskočim na zdravstvo, ker se mi zdi zelo podobna stvar. Če bi, na primer, vlada zdaj prišla po poletju z nekimi rešitvami, kako skrajšati čakalne vrste, kako vsaj v nekaj letih rešiti hud problem pomanjkanja zdravnikov v državi, jaz temu res ne bi rekel populizem, ampak bi prvič v tem mandatu zaploskal, čisto iskreno v resnici. No, v praksi, kar se dogaja, je pa ravno nasprotno. Pravzaprav imamo situacijo, ko se dejansko vlada spravlja neposredno na zdravnike. Če smo imeli prej serijo vlad, ki so pravzaprav zdravstveni sistem, dajva reči, zanemarjale, in je posledično pač počasi drsel v neko vedno slabše stanje. Pravzaprav zdaj Golobova vlada to pospešeno poriva proti prepadu, kar se je pravzaprav ta teden izjemno brutalno pokazalo, najprej v bolnišnici Trbovlje, kjer je pravzaprav so ta teden imeli zaprt oddelek porodnišnice in pa oskrbe otrok, ker je enostavno zadnji pediater, zadnja pediatrinja odšla na bolniško, in niso imeli menjave. In to je tisto, pravzaprav, kar nas čaka, se mi zdi marsikje tudi drugje pri takem odnosu, kot ga Golob izvaja. Potem sem videl še nadaljevanje te grozljivke, mariborska onkologija, za rakave bolnike, tam je gradbišče, tam se dela, dobesedno, ko ljudje hodijo v celo zadnjih mesecih svojega življenja na kemoterapije, jim tam pravzaprav trese stol od gradbene mehanizacije, medtem ko v Ljubljani, seveda v UKC-ju onkologija tako nima več prostih kapacitet. Z drugimi besedami, zelo naravnost, pa naj se sliši kruto, ker v resnici je ljudje, ki jim je ostalo par tednov življenja, nam v tej državi po 30 letih umirajo na gradbišču, tam nekje v betonu med tresljaji, kar pa je, pa tu se pa ne bom zasmejal, ker je žalostno, v bistvu prej pritiče državam, ki so tam nekje ob Sahari, Ja, in ko so že pri pravzaprav teh raznoraznih gradbiščih in ironijah, se mi zdi, da ne moramo mimo še mimo še ene poletne slike, ki so ji tudi dala eno tako, bom rekel, posebno ime. Ja, in to je Fata Morgana tedna ali pa poletja spet. Zakaj je Fata Morgana? Bomo najprej pogledali tisti posnetek, ampak dejansko se parkrat vprašaš, je to res Robert Golob in je to res edina hiša po lanskih poplavah? Poglejva prispevek. Občina je želela zemljišče podariti, a tovrstne donacije po zakonu niso dovoljene. Zato smo se dogovorili tako, da bo občina to zemljišče prenesla na državo. Država bo občini kompenzirala za zemljišče, ki ga potrebuje na tem območju. Družina se je pa strinjala, da to zemljišče odkupi. 70 000 evrov bodo tako odšteli od odškodnine, ki jo bodo od države prejeli za svojo ogroženo hišo. Ja, večkrat se vprašaš, ko pogledaš to, ali je zdaj to ta vročica v savani, ali je to Fata Morgana, ali ni, in dejansko šteješ. Je to zdaj 130. hiša po poplavah, pa je pač Robert Golob prišel naznaniti, da končujejo zadevo. In še to, ali je res on na otvoritvi, ali pa imamo res kolektivno sončarico. Zakaj? Ker hišo to prvo, s katero se je tako zelo zapletlo, da se je še vselitev za 2 meseca zavlekla, vlada nima nič. 41 donatorjev plus občina so iskali finančne in potem še te protokolarno-birokratske rešitve, da je sploh do vselitve lahko prišlo. Ja, pri čemer je res, se pravim, ironično. Mislim, da je res ta Fata Morgana, da ti vidiš že kar nekaj več hiš, kot jih dejansko je. Ironično je, da se gre Golob slikati ob tako situacijo. Bom spil požirek, da razbijem iluzijo. Morda se mi vrne vid. Ironično je, da se Golob pravzaprav gre tukaj na ta fototerbit. To me spominja nekako recimo na Alenko Bratušek, ki je recimo med najbolj odgovornimi za finančne težave Slovenije, ki je zadolžila Slovenijo po najvišji obrestni meri in potem deli nasvete na soočenjih, kako je Slovenija preveč zadolžena, ali pa recimo, ko Svoboda govori o demokraciji, ali pa o svobodi in kot taki, ali pa ko recimo Emilija Stomenova govori o digitalni pismenosti in podobno. To nekako mi na to sliči. Veš kaj te v bistvu sprašujem, a pa se ti zdi recimo, seveda z Golobom kot prvim poklicanim in potem vsemi, ki si jih naštel, se ti zdi, da se zavedajo leto in pol pred koncem, da jim gre slabo, ali ne? Mislim, da tega občutka še nimajo. Mislim, da smo priča sicer tistim klasičnim izjavam. Edina anketa so volitve, pa se trendi obračajo. Res, da če smo spremljali nekoliko ankete v zadnjem času, je Svoboda presenetljivo visoko, je pa Robert Golob dobil, se mi zdi, neko sporočilo. Kako to vidiš? Meni se zdi ravno to, da več stvari kaže na to, da mu neuspeh ali pa res fiaski te vlade niso jasni. Eno, kar je,
ankete mu sporočajo, omrežja mu na nek način, kot je to v naši državi, sporočajo, da on tone, medtem ko stranka še nekako kljub vsem spodrsljajem ostaja na bolj ali manj spodobni podpori. Dodaten razlog, zakaj mislim, da se ne zaveda, kako zelo slabo mu gre, pa je, da ob takih fatamorganah, ko se pojavlja na odprtju hiše, ki ni njegova, a ne, to tudi sicer privatno ne bi bilo lepo, da prideš na odprtje hiše, ki ni tvoja, nepovabljen, da še vedno iritira slovensko javnost, pa ne bova sicer veliko o tem, ker je vse že povedano, ampak tudi z razkazovanjem poleti sploh svoje zasebnosti, z raznimi vipložami na olimpijskih igrah in podobnim, se oba pravzaprav veva, zakaj gre. Ne? Ja, no, ko so že pri iritiranju ljudi, ne, se mi zdi, da smo pa imeli še eno zanimivo situacijo ta teden, ne, ko so pravzaprav najavili tako imenovano davčno reformo. Nič ne iritira tako zelo kot udarec po denarnici, ne? Pri čemer je ironično, ne, za napad na 15,000 najbolj produktivnih, recimo temu normiranih samostojnih podjetnikov, ne, vlada računa, da bo s tem zbrala pičlih 12 milijonov evrov, ne, če damo to v neko perspektivo, to je manj, kot sta porabili ministrici Dominika Švarc-Pipan za sodno stavbo in Emilija Stomenova Duh za računalnik. Natanko tako, samo Emilija polovico tega, zaradi česar bo na nogah 80,000 normirancev. Spomnim se iz fakultete, čeprav je v mojem primeru malo dlje kot v tvojem, v novinarskem kodeksu piše, naj se novinar razkrije, kadar govori in poroča o stvari, v katero je vpleten, zato je pošteno, da rečeva oba sva normiranca, a ne? Drži. In naj jo ima ta država zdaj po novem, ali pa mogoče že nekaj časa se mi zdi, da se to skoraj za erste klase davčna utajevalca, in mislim, da nihče ni te stigme tako lepo povzel, kot v eni izjavi ta teden ekonomist Lahovnik, pa mislim, da bo zdaj to videla, ne? Pogleda. Zdaj njim očitati, da na nek način izkoriščajo sistem, je na nek način perverzno. Ker lahko se vprašamo obratno, kdo tukaj res koga izkorišča. Ali podjetniki, ki delajo in plačujejo davke, ali država, recimo, ki pobira te davke, potem pa ne nudi ustreznih javnih storitev. Ti podjetniki, kljub temu, da redno plačujejo davke, čakajo v čakalnih vrstah, ki, kot vemo, so na področju zdravstva rekordne, čakajo predolgo na različna dovoljenja, kot je gradbeno dovoljenje, in to je ta pravi problem. Da se namesto, da bi racionalizirali javno porabo, ukvarjamo s tem, koga vse še dodatno priviti. Ja, pravzaprav normiranci so, se mi zdi, edina še tista stvar, ki je zares enostavna in zares ugodna pri slovenskem davčnem sistemu in pravzaprav to ruši. Tako da nekdo bo sploh še to vlado resno vzel. Jaz iskreno povem, moj prvi motiv za normiranca je ravno to. Spomnim se časov, ker tega takrat še ni bilo, ko sem odprl SP, kako so se praskali računi za stroške, ne? In zato, ker predvsem rad delam to, za kar sem usposobljen, ne pa cel dan zbiram računov in izpolnjujem Excel tabel, sem se v prvi vrsti odločil za to. Sicer pa bi na to temo samo še dodal 2 številki, rekel si, normiranci bodo na koncu kaznovani in vse skupaj bo država zaslužila s tem 12 milijonov v 16 milijardnem proračunu. Dobro nam gre, če iščemo zadnjih 12 milijonov. Ja, iščejo jih pa tudi na RTV Slovenija, se mi zdi, ki so še zadnji, ki nekako resno jemljajo goloba, ne? Ta teden smo jih videli. Ne? Ja, videli smo jih na eni sliki, kako so kolektivno kot četica prikorakali v tisto pisarno predsednika vlade in se sestali z njim in ga prosili, naj jim pač po, vsej moramo priznati, po dolgih debatah o dvigu prispevka, zdaj to vendarle ustreže in dvigne. Sicer pa ne, zdaj vstopava na medijsko polje. In ne moreva mimo še ene zadeve, ki je v zadnjem tednu kar pošteno stresla, se mi zdi, mogoče recivam v nasprotni pol medijske krajine, cenzura na Planet TV, ne, ki je kar odmevala. Ja, pravzaprav zanimivo je več stvari. Ne? Prvič, Planet TV bi pravzaprav tvegal, da izgubi eno svojih najbolj gledanih oddaj, zato, da je cenzuriral neko izjavo, ne, oziroma nek intervju, ki je bil predvsem problematičen za Aleksandra Čefrina, kar je pa spet zanimivo, da je Aleksandar Čefrin pravzaprav po tej strani dobil blagoslov, ne, ki zagotovo ni mogel iti mimo vrhov za to cenzuro. Ja, jaz z pozicije nekdanjega odgovornega urednika te televizije približno, ali pa, dajmo biti bolj iskreni, zelo dobro vem, ne, kje ima Aleksandar Čeferin kontakte na Madžarskem, in mi tudi popolnoma nič ni skrivnost, po kakšni liniji je ta vpliv do končne prepovedi intervjuja lahko potekal. Moram pa dodati samo eno stvar. Kakorkoli so se vsi hitro zakadili tu samo Aleksandra Čeferina, je res pošteno povedati tudi to, da na Planet TV
prepovedi objave česarkoli, brez vsaj, ne bom rekel strinjanja in aktivne vloge pri tem, ampak brez vsaj tihega, pragmatičnega kimanja Janeza Janše, ni možno izpeljati in me v to mene prvega nihče ne prepriča. No, Janez Janša in odnos z mediji pravzaprav imajo dolgo brado, ne? Tudi midva so pravzaprav v tej zgodbi bila tem poletju. Ne? Ja, res je, vrtela sva se po raznih tweetih. Bom tega omenil najprej, ki je zadeval mene. Nekako se mi očita, da po več kot pol leta še vedno z mavričnimi kolegi, karkoli naj bi že to bilo, lahko si pa mislim, še vedno urejam Planet TV. Do neke mere laska, niti ne zaradi narave medija ali pa tiste oddaje, kot je zdaj postala, bolj zaradi tega, ker očitno lahko neke vrste iz upokojitve zelo v narekovajih vplivam tako daleč. No, jaz sem pa Dobro tudi enkrat komunistični podtaknjenc, enkrat mavrični NSI-ovc, enkrat pa janšistne, kar je pač komu prikladno. To je krasen CV, ne? Krasen CV. Ni da ni cela mavrica. S tem, da si 10 let mlajši od mene, da še to razkrijeva. Zdaj tako, a ne? Rada sva midva, se imava oba za vljudna človeka, in ko te kdo omeni po imenu, je lepo, da kaj rečeš nazaj in se vljudno odzoveš. Tako da Janez Janša tole je nekako pravzaprav samo za vas. Janezu pač ni dovolj, da bi bil politik. Ga ves čas muči vprašanje, kako sam sebi bi postal edini analitik. Ne najde sreče niti v tem, da 3-krat vodi vlado, ker globoko v sebi ve, ne, to ni tisto, kar srce bi rado. Ves trud v politiki za manj, da narod bi prepričal v status mučenika. Zato na stara leta dal bi prav vse za en sam dan v vlogi odgovornega urednika. A kaj, ko vedel je naš Janez, da slovenski je novinar večkrat lačen kakor sit? Zato ustanovi si stranko, saj imeti DOO na stroške ljudstva, to že dolgo najlepši je profit. Žal pa v življenju, Janez, eno treba je izbrati. Ne moreš hkrati ljudstva prositi za glasove, pa še novinarjem po glavi srat. Pa zaključiva v poetičnem duhu ta najin prvi tedenski safari. Ne? Naj se zaključi lepo. Ne? Poezija je vedno čustvena. Spoštovani gledalci, hvala, ker ste vztrajali do konca. To je bila naša prva epizoda po novem tedenskega safarija po politični savani. Se priporočava za lajke, za naročnine na YouTubeu in seveda tudi za komentarje, kakršnakoli. Midva za razliko od koga drugega, tudi od Goloba, tudi od Janše, nimava takšnih težav s kritiko, tako da dobrodošli. Dajte še komu naprej povedati in se vidimo prihodnji teden. Nasvidenje.